Zdravljeni nazaj po odmoru za kavo in zdaj stopamo naprej z našim programom, z drugo sekcijo današnjega programa, soočanje s preteklostjo v vzhodni in srednji Evropi, poročila držav. Ime mi je Monika Karanestete, prihajam iz Litve in bom moderirala to sekcijo. In čakajo nas 4 zanimivi primeri držav z različnimi izkušnjami iz vzhodne Evrope. In ena stvar, kar bi prosila naše predavatelje, da skrajšajo svoje predstavitve, ker nam zmanjkuje časa. Imamo veliko zanimivih stvari še na programu, tako da najprej vabim prvega govorca, doktorja Arona Mateja iz Madžarske, in spregovoril nam bo o komunistični Madžarski, o borbi 25 let po komunizmu. Dr. Aron Mate je zgodovinar in sociolog. Že 11 let je vodil raziskovalni oddelek muzeja in potem je delal kot raziskovalec v fundaciji Shazadek in vodi tudi nacionalni odbor za obujanje preteklosti. Gospod Mate, vabim vas, da nas nagovorite. Hvala lepa. Najprej bi vam predstavil položaj na Madžarskem. Naslov je mogoče bolj zanimiv, kot bo moj prispevek, ampak zakaj je tako pomembno, da določamo žrtve in storilce? Če komunizem želimo obsoditi, moramo spregovoriti o vseh zločinih, ki so se zgodili med komunizmom in to, ki jih lahko prepoznamo iz same narave marksizma in leninizma. In za zločin potrebujemo storilca in žrtev. Brez žrtve in brez storilca ni zločina. Tako da, če pogledamo na Madžarsko, na mojo domovino, spremembe v letu 1998 so nas pustile dokaj odkrite, razkrite, kot je gospa Thatcher rekla, da je problem socialistov, da jim slej ko prej zmanjka denarja drugih ljudi. In v letu 1989 je bila Madžarska na robu propada, z velikim deficitom in pod slabim vodstvom. In številna podjetja so bila tik pred propadom. Izgubili smo milijon delovnih mest v nekaj letih. Drugič, imeli smo moralno okrnjeno družbo. Doživljali smo komunizem gulagov in razkrajajočo se družbo. Javni mediji pa so bili še vedno v rokah komunistov in bivše inteligence, tako da so razvijali mnenje, da lahko zločine komunizma pozabimo in opustimo. In koncept storilca in žrtve je ostajal zelo zamegljen. Ob koncu diktatorstva je komunistična partija na Madžarskem imela 850 tisoč članov, več kot 850 tisoč članov, kar je veliko v državi, ki ima 10 milijonov prebivalcev. To ne pomeni, da smo imeli tako veliko komunistov. Nasprotno, ta številka kaže, da je bilo članstvo v partiji samo orodje za napredovanje
napredovanje v karieri ali posledica vplivov javnih organov. Janoš Kadar, komunistični vodja po letu 1956, je rekel, vsi smo bili del partije, vsi smo bili del diktature. In ko je Aljoš Dornbach konsolidiral svojo vlado, je rekel, kdor ni z nami, je proti nam. In to je bila definicija storilca in žrtve in to je oteževalo definicijo storilca in žrtve. Mađarsko ime, eden od postkomunističnih vodij partije, Aljoš Dornbach, je pripravil študijo pravice v letu 1989, kjer pravi, težko bi bilo presoditi oziroma določiti skupino, ki bi jo morali posebej raziskati. Možnost, da bi zločine lahko raziskali, bi morali opustiti. Tako da prvo kaznovanje komunističnih storilcev je bilo omogočeno šele leta 1991 po prvih svobodnih volitvah in takrat smo sprejeli zakon, ki je omogočal pregon komunističnih zločinov in potem zakon, ki ga je kasneje razveljavilo Ustavno sodišče, ki so ga vodili liberalni sodniki. Po procesih, ki so jih sprožili proti vodjem milicije 1956. leta, tako imenovani Salvo procesi, so spodbudili raziskovanje vojnih zločinov. Raziskali smo 40 primerov, ampak do faze pregona smo prišli samo v 8 primerih in na koncu samo obsodili 4 obtožence. Upali smo na nov začetek leta 1914, ko je dobro znan komunist Bela Biskup, bil je minister za notranje zadeve v obdobju pasivnega odpora po letu 1956. leta in je prišel pred sodišče, ampak je umrl pred prenovljenim procesom proti njemu. To je bil ta kazenski pregon. Na drugi strani, ko govorimo o vprašanju žrtev, pa nismo potrebovali več razveljavitvenih aktov od leta 1989 do leta 2002, da bi lahko določili celoten razpon žrtev. Ni bilo pravnega dokumenta, ki bi omogočal pravno rehabilitacijo. Imeli smo 4 zakone v več kot enem desetletju in ti razveljavitveni akti, razveljavitveni zakoni so na nek način zbrisali fraze, kot so morilci iz leta 1956. leta. Vendar pa, ko smo odprli muzej Hiša terorja leta 2002, smo na tej razstavi jasno potegnili ločnico med žrtvami in storilci. Storilci so dobili imena in obraze, prav tako pa tudi žrtve. Vemo, da včasih mešamo žrtve in storilce in prav tako se zavedam, da imamo sivo področje med odporniki, žrtvami in storilci. Vendar pa moramo najti način, da določamo osebno odgovornost in lahko odločimo, kdo je bil na strani komunističnega diktatorstva in kdo je bil na strani narodno-osvobodilnega boja. Tako da potrebujemo registre tako imenovanih komunističnih voditeljev. In preden vam pokažem te registre,
Na internetu, na spletu sem prinesel virtualno knjigo, ki vsebuje povzetek pravnih dokumentov, pravnega boja na Madžarskem. Na Madžarskem temu rečemo borba za pravico, udejanjanje pravice, razvelitveni akti, poimenovanje ulic, simbolična dejanja. Naslov je citat Huga Kolciusa, ki pomeni, velikih zločinov ne smemo pustiti nekaznovanih. In zdaj pa register komunističnih vodij. Register vsebuje več kot 2600 imen od vodij okrožnih partijskih odborov do vrha. Poimenujemo ga država partije oziroma partijska država in določili smo ga v sodelovanju z nacionalnimi arhivi in rad bi vam samo pokazal, kako deluje, če deluje povezava. Da. Tu je register z imeni in obe imeni lahko preiščete, kliknete in tudi organizacijo lahko raziščete. Naprimer, če izberete tole ime, vidite, da tu je njegova partijska knjižica na spletu. In tu je opis njegove kariere s fotografijo. Ne rečemo, da so vse te osebe tako imenovani storilci, vendar pa rečemo, da so ohranjali diktaturo, da so podpirali diktaturo in tako naprej. Lahko pogledate imene, organizacije, ki so v tej virtualni knjižici. Od ravni okrožij. In zdaj še nekaj drugih registrov. To je naša spletna stran. Določamo obseg skupin, ki bi jih lahko imenovali komunistični režim oziroma tisti, ki so imeli moč pod komunizmom. Partijski vodje, notranji minister, politična policija, tožilci in sodniki, ki so bili vključeni v politično motivirane obsodbe. Komunistična policija po revoluciji leta 1956, državni organi, tožilci in preganjavci cerkve in cerkvenega osebja. Kako to deluje? Naprimer, tale človek, Purot, je bil član politične policije. Tu so njegovi ključni podatki, ime matere, očeta, datum rojstva, šolanje in potem dosežena stopnja v politični policiji, njegov rang in potem področja delovanja in seveda tudi medalje in nagrade. In tu je povzetek njegove kariere. Ali pa naprimer tale človek. On je bil tudi član politične policije in je sodeloval neposredno v uporu in procesom, ki so obsodili revolucionarje iz leta 1956. In tu so procesi, kjer je sodeloval kot preiskovalec. Tu je še en človek iz komunistične policije, ki je izvajal vse aktivnosti šola, stopna, vojaško služenje in vojaška izobraževanje. In tu so citati iz njegovega dosjeja. Naprimer, on je zagrešil zelo dobro delo pri zatiranju proti revolucionarjev. To je tako imenovan krvavi sodnik,
ki je obsojal v politično motiviranih primerih in ki so se večinoma končali smrtno obsodbo. Tu je njegov življenjepis, nagrade, medalje in vsi viri. In še ena zadnja stran. V številnih primerih niti ne poznamo obraza komunističnih voditeljev, ampak bil je član tako imenovanega državnega urada za delovanje cerkve, za preganjanje cerkve, nadzoroval je oziroma zatiral delovanje madžarskih cerkva. In tu je spet kariera, ključni podatki in viri za to osebo. Mislim, da smo dobili več kot 3000 osebnih dosjejev, imen, zapisov vseh ljudi, ki so podpirali komunistični režim, njihove ključne podatke. Vem, da to ni enako pravni obsodbi pred sodiščem, ampak vsaj vemo, kdo so bili tisti, ki so upravljali s sistemom, kdo so bili tisti na drugi strani barikad in zdaj jih lahko vsaj poimenujemo. In na Madžarskem smo zato potrebovali 25 let. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much, Dr. Aron Mute. Hvala, dr. Aron Mate, za tako zanimivo predstavitev. Veliko bomo o tem lahko še razpravljali kasneje. Zdaj pa se bomo preselili v drugo državo, v Albanijo. In prosim dr. Januvo Godole, da nam predstavi, kakšen je bil proces v Albaniji. Samo nekaj besed o njej. Ona je raziskovalca komunikacijske znanosti in predavalka na oddelku za novinarstvo in komunikologijo na Univerzi v Tirani. Je tudi pisateljica in prevajalka nemške literature. In od leta 2014 je ustanovitelj Inštituta za demokracijo, medije in kulturo. Torej, gospa Jonila Godole, vabim vas k predstavitvi vašega prispevka. Hvala lepa. Mislim, da večina vas ne pozna zgodovine Albanije. Vsak, ki pa se ukvarja s tranzicijskim pravosodjem, je pri svojem delu zasnovan na volji, ima to za temelj svojega delovanja, to voljo, da se preteklost ne bi ponovila. Pri našem delu je tudi tako in organiziramo dogodek Dnevi spomina in širši družbi, ne samo akterjem civilne družbe in inštitucijam, predstavljamo preteklost, način, kako se spopadati s preteklostjo in s dialogom o spomenu tega, da se soočamo s komunističnim režimom v Albaniji. V zadnjih 30 letih je bil proces tranzicijskega pravosodja v Albaniji bolj problematičen kot v drugih vzhodnoevropskih državah in po padcu komunističnega režima ni bilo veliko prizadevanj, da bi se storilce izročilo in privedlo pred sodišče. V Albaniji se to ni zgodilo. V imenu pravice so od 90-ih let do zdaj ustanovili veliko komisij in iniciativ, ampak vse to se je končalo pri bitkah, ki so bile zelo selektivne in predvsem pri retorični vojni. Ni bilo nikakršnih sojenj tedanjim funkcionarjem, naprimer vodjem centralnega komiteja partijskega vodstva
državne varnosti in tako naprej. In tisti, ki so bili obtoženi za zločine zoper človeštvo, pravzaprav to se ni zgodilo. Lahko razlog za to vidimo v tem, kako je bila organizirana družba v Albaniji pod komunističnim vodstvom. Vse je bilo v službi države, od vojske do krajevnih skupnosti. Albanski komunisti so celo izpopolnili strategijo totalitarnih diktatur in je precejšen del prebivalstva postal sostorilec. Vsi so bili sostorilci. Ta dinamika je otežkočila ali zaradi nje je postalo skoraj nemogoče razlikovati med vojaki in tistimi, ki so samo upravljali svoje delo. Žal je tudi prebivalstvo, intelektualna elita vedno znova podpirala to upravičevanje. V nobeni drugi komunistični državi ni bilo možno, da bi se na tako enostaven način ljudi spravilo v zapor, samo z administrativnim ukrepom. In to preganjanje ni bilo usmerjeno samo k posameznikom, ampak tudi k drugim sovražnikom ljudstva, njihovim celotnim družinam. Več kot 60,000 družin je bilo v internacijskih taboriščih, 34,000 ljudi je bilo v zaporih, več kot 6,000 ljudi je bilo ubitih ali pa so še vedno izginuli. Celotna država je postala en velik zapor, bilo je 32 zaporov, 48 delovnih taborišč in leta 1967 je bila prepovedana tudi religija. Ta poglavje v albanski zgodovini še vedno vpliva na sedanjost, ker je še vedno na 10,000 žrtev dejavnih v tesni bližini storilcev. Na začetku tranzicije leta 1929 smo imeli kratko fazo, v kateri smo vsaj slišali zahteve tistih, ki so jih nekdaj preganjali. Potem pa so odškodnine suspendirali leta 1997 in še do takrat niso bile konsistentne in niso bile zadostne. Večina je teh kompenzacij, odškodnin ni bila izvedena vse do konca. Splačevali naj bi se v obrokih in to se potem ni izvedlo. Albanski parlament je maja 2015 sprejel zakon o dostopu do dokumentov nekdanje obveščevalne službe in od decembra 2016 je zato pristojna služba začela s delom, vendar bomo šele videli, če bo zato nastala transparentnost, ki je potrebna za tiste, ki so bili žrtve in za družbo. Tudi vršilec dolžnosti predsednika parlamenta je bivši notranji minister pod komunističnim režimom in tako je to jasno, da ni politične volje za dokončno izjavo glede preteklosti. Torej, gre za pomanjkanje diskurza, razprave v javnosti in zdaj imamo mlado generacijo, ki tega ni bila deležna. George Orwell je rekel, da kdor kontrolira preteklost, kontrolira prihodnost in kdor kontrolira sedanjost, kontrolira preteklost. Po padcu komunizma smo stalno bili priča kontroli in manipulaciji zgodovinskih zapisov in prizadevanja vlade, da bi
dosegala svoje politične cilje na račun tranzicijskega pravosodja. Še vedno nismo blokirali nekdanjih funkcionarjev in so dejavni sedanji politiki in tudi nismo diskreditirali intelektualne elite, ki je služila diktaturi in da nadaljujejo brez prekinitve. Ljudje, ki imajo tako imenovane slabe biografije ali sovražniki komunistične partije so potem v nekem obdobju bili prisilno zaposleni v državi varnosti in zdaj je še težje razlikovati med tistimi in temi. Vendar pa imajo državljani, čeprav pogojno, dostop do datotek državne varnosti in drugih dokumentov, ki pričajo o njihovem pregonu. Stare elite so jasno razvidne tudi pri razpravi o internacijskem taborišču Tepelena. Eni pravijo, da je to albanski Auschwitz, drugi pa pravijo, da je to potrebni zapor za sovražnike režima. Ta gorečna želja, da bi razširili to drugo mnenje, je dokaz za to, da v postkomunistični Albaniji nismo naredili niti tega minimalnega osnovnega koraka, da bi zagotovili dostojanstvo žrtvam. V procesu tranzicijske pravičnosti se lahko prihaja do razlik glede mnenj in do debat, vendar pa je treba vedno s spoštovanjem obravnavati žrtve in to je vedno manjkalo v razpravah glede taborišča Tepelena. Prizadevanja manipuliranja s preteklostjo so prisotna povsod in tudi komercializacija komunističnih simbolov, da so to turistične atrakcije, njihov cilj je samo dobiček. Zaskrbljujoče so tudi prizadevanja v zadnjih letih, da poiščemo nove načine in novo estetiko za selektivno prikazovanje zgodovine. Ta različica zgodovine se kaže v instalacijah ali muzejih, ki prikazujejo bolj nostalgijo kot pa kritično refleksijo. Številne praznovanja zgodovinskih dogodkov in junaških komunističnega koledarja ali pa fasade z podobami iz propagandnih filmov. To so simbolične geste, s katerimi se privlači pozornost in tudi glasovi mladine. Mladina pa nima znanja glede komunističnega obdobja. Ni tako, da bi 45 ljudi to državo vodili neki nezemljani, ampak so bili to ljudje, ki so odgovorni, nekateri so še vedno živi in tudi priče teh zločinov so še žive. Moramo narediti nekaj za te priče in žrtve, čeprav se zavedamo tega, da tega ne bomo dosegli v polni meri. Vedno bodo obstajali tisti, ki niso bili kaznovani in obstajale bodo tudi lažne žrtve. Tranzicijsko pravosodje je večdimenzionalen proces in sporazumeti se moramo glede tega, katero verzijo zgodovine bomo označili kot resnico. Do zdaj je ta proces podpirala predvsem fundacija Konrada Adenauerja, torej akterji iz tujine ali pa tudi nemška ambasada.
In oni so poudarjali pomen spominjanja in ozaveščanje in odgovornost do preteklosti. To so delali kot v svoji vlogi podpiranja širjenja Evropske unije, ampak tudi zaradi svoje lastne izkušnje. Ker je bila Albanija tako izolirana od ostalega sveta, imamo težave pri tem, da svojo zgodovino in svoje pretekle trpljenja lahko zanje najdemo sporednice v drugih državah, vendar pa mislim, da lahko na tak način tudi izrečem vabilo Lukašu, da naj naslednjo srečanje platforme izvedemo v Tirani. Hvala lepa. Hvala lepa za to albanski pogled. Naslednji govorec pa bo dr. Martin Slavek, ki bo predstavil primer Češke in Slovaške, kako dosegajo tranzicijsko pravico tam. Nekaj besed. Dr. Martin Slavek je zgodovinar, delal je v dokumentacijskem oddelku Inštituta za nacionalni spomin, bil pa je tudi član dokaznega oddelka za študijo totalitarnih režimov, je soustanovitelj organizacije Živi spomin. Od leta 2014 sodeluje s platformo za evropski spomin. Hvala lepa, gospod Martin Slavek, za vaš prispevek. Hvala lepa, gospe in gospodje. Naj vam predstavim nekaj besed o kratkem poročilu v Češki in Slovaški republiki. Spregovoril vam bom o tranzicijski kazenski pravici, o kazenski tranzicijski pravici, rad bi vam spregovoril o kaznovanju storilcev, o tožilcih in njihovem delu in mislim, da je to ključen predpogoj za razvoj močne pravne države in vsi vemo, da če ne uspemo obsoditi preteklih zločinov, to lahko razvije nevarno kulturo, ki ne spoštuje pravne države in demokratičnega sistema. Eno od funkcij prava je, da ljudje odgovarjajo za svoje zločine pred sodiščem. V državi, kjer se to ne dogaja, ko zločinov ne kaznujemo, je to ključna grožnja družbi. Taka praksa bi lahko negativno vplivala na zaupanje državljanov v varstvo in varnost države, ki jo mora država zagotavljati. Zdaj pa, če si pogledamo zgodovino, če primerjamo z Madžarsko in Poljsko, je proces demokratizacije na Češkem potekal bistveno hitreje. In zločini, ki so bili storjeni v obdobju komunizma, so bili hitro odkriti in obsojani. Tudi ilustracijska zakonodaja se je razvila zelo hitro in do tega je kmalu prišlo tudi na področju kazenske zakonodaje. In takoj po 17. novembru 1989 in pred ločitvijo Češko-Slovaške na dve ločeni državi smo imeli državnega tožilca Češke in Slovaške federativne republike, ki je omogočal pregon zločinov preteklega režima. In to je bil ukaz državnega tožilca izdan 8. oktobra 1991. leta. Glavni državni tožilec takrat
takrat je bil Ivan Gašparovič, bil je bivši komunistični tožilec in tudi takrat so preganjali vsaj 170 oseb, vendar pa je večina teh pregonov bila za zločine proti premoženju. In takrat je urad državnega tožilca opravil vse korake, da bi prišlo do kazenske sprave in da bi spravili zločine proti premoženju, ki so jih imenovali zločini preteklega režima. Tako da so zanikali kolektivno odgovornost, uporabljali pa so tudi obdobje zastaranja za vse te zločine. Takrat je bil odnos državnega tožilca, da zavlačujejo s postopki, da postopki, ki omogočajo kazensko spravo, na nek način zastarajo. Mislim, da je odnos državnega tožilca in številnih tožilcev in sodnikov iz tega obdobja najlažje kaže citat iz ene obsodbe, ki ga navajam iz poročila. To ne pomeni, citiram, to ne pomeni, da bi morali vse storilce pripeljati pred sodišče, da te zahteve ne podcenjujemo, ampak da moramo priložnost za storitev zločina ne smemo enačiti s zločinom samim. In na ta način govorimo o abstraktni pravici, ki jo artikulirajo filozofi, in na ta način so skušali zaščititi družbo pred kazenskim pregonom. Če si zdaj pogledamo v Češki republiki, mislim, leta 1995 smo ustanovili neodvisni urad za raziskovanje in pregon komunističnih zločinov. Takrat je to telo imelo polno avtoriteto in pristojnost za preiskovanje komunističnih zločinov in na njihovi spletni strani so poročali, da so med 1. januarjem 1995. leta in 31. oktobrom preiskovali več kot 120 oseb, 80 oseb je prišlo pred sodišče in 47 je bilo obsojenih. In takrat je ta urad UDV imel neodvisno preiskovalno moč. Ampak mislim, da je ta številka, ki ne kaže dela preiskovalcev te enote, ampak odraža bolj odnos sodnikov in tožilcev, ki so dobili njihove ovadbe. Tako da je bila vloga sodnih organov še vedno na nek način omiliti pregon. Obdobje časa od 25. februarja 1995 do 29. decembra od 25. februarja 1948 do 29. decembra 1989 tega obdobja ne bi smeli upoštevati kot obdobje za zastaranje za vse zločine, ki so bili storjeni iz političnih razlogov, pa jih iz političnih razlogov nismo mogli preganjati, kjer ni prišlo do obsodbe ali oprostitve. Ta zakon, ki je uvajal to obdobje kot obdobje nezastaranja, je doživel številne pritožbe in
To je bil najbolj kontroverzni, problematični del zakonodaje. Imeli smo več panelov sodnikov Ustavnega sodišča, ki so spodbijali ustavnost teh določb, ki so želeli ponovno uvajati obdobje zastaranja za številne od teh zločinov, ki jih nismo preganjali v povojnem obdobju. Povprečno je 4 do 5 let obdobje, obdobje trajanja po vloženih ovadbah, tako da večina teh primerov pred sodiščem zastara. Še en inštrument zavlačevanja oziroma omogočanja procesa te tranzicijske kazenske sprave je bil dokument nacionalne sprave, ampak mislim, da do pregona in preiskav ne prihaja več po letu 2015. V Slovaški republiki pa prihaja do tranzicijske pravice na popolnoma drugačen način in podobno kot UDV na Češkem. Na Slovaškem niso imeli nobenega preiskovalnega organa, nimajo niti ilustracijske zakonodaje, vendar pa so leta 2002 ustanovili nacionalni inštitut za spomin in ta inštitut omogoča predlog kazenskega pregona za zločine v sodelovanju z Uradom državnega tožilca. UPN je pri njih začel izvajati to vlogo in predlagal primere za pregon. En tak primer je bil maja 2008. leta. Takrat so predstavili poročilo o zločinih proti človeštvu in to ni bilo naključje. Obdobje zastaranja za številne zločine je do tega obdobja, ko so ustanovili ta preiskovalni organ, že preteklo. Tako da ni pravne možnosti, da bi preganjali zločine proti človeštvu. Zdaj jih lahko preganjajo samo pod okriljem mednarodnih konvencij, ki jih je ratificirala tudi Češko-Slovaška. Kot kaže to poročilo preiskovalcev, in vloga UPN je, da večina primerov zločinov proti premoženju je zastarala in v nobenem primeru ni prišlo do pregona in obsodbe. Moram reči, da v obeh državah na kratko smo imeli zakonodajo, ki pa je nismo izvajali in težko, skoraj nemogoče bi bilo dokazati ključno vlogo tožilcev in sodnikov, ki so ovirali proces pregona in preiskave. Večinoma so sprejeli pogled, da pristop zanikanja komunističnih zločinov, ne pa, da je šlo za sistematičen pregon človekovih pravic, tako kot so to uspeli narediti v Nemčiji. Komunistična zakonodaja se je manifestirala v razlagi komunistične zakonodaje in
in zakonodaji, na kateri temeljita obe državi naslednici Češko-Slovaške. Zelo žalostno, ampak dejansko smo šele na začetku pregona postkomunističnih zločinov. Zaupanje ljudi v državne inštitucije je izjemno nizko, zaupanje v pravo je zelo nizko in lahko vam praktično predstavim na zelo konkreten način s primerom, ko še vedno razpravljamo z mladimi, s študenti, ko imamo javne razprave z mladimi. V kratkem obdobju smo na 200 razpravah govorili več kot 50,000 študentom in vedno znova poslušamo mnenje, kako še vedno težko zaupajo državi, policiji, tožilcem in če so mladi upanje družbe, mi to res ni všeč. Mi njihovo ogledalo, ki nam ga postavljajo, ni všeč. Brez zaupanja, brez močne družbe, brez vladavine prava, ne vem, kako se bomo lahko soočali s prihodnostjo, z resnico, ki si jo moramo podrobno pogledati. Sveto pismo pravi, da pravica prinaša mir. In mislim, da avtor te knjige ve, zakaj je bilo to napisano. Tega se moramo zavedati tudi mi vsi. Hvala lepa za vašo pozornost. Dr. Martin Slavik, hvala lepa za vašo predstavitev in da ste nam predstavili predstavitev Češke in Slovaške in da zdaj pa nas čaka zadnji govorec. Predtem pa bi vas še rada prosila, da ne izginete po predstavitvah, ampak nas čakata dve pomembni stvari po naslednji predstavitvi, potem pa bomo zaključili za odmor za kosilo. Zadnji govorec pa je dr. Marek Mutor, prihaja z Poljske in predstavil nam bo primer Poljske. On je direktor inštituta spomina za spomin in prihodnost od leta 2006 in 2016 je vodil Nacionalni center za kulturo. Prav tako je ustvarjalec nekaterih pomembnih državnih programov, program domoljubja in prav tako organizira razstave, vključno z razstavo o zgodovini solidarnosti in je tudi soustvarjalec zgodovinskega centra. Veliko dela je opravil in upam, da nas bo skozi svojo predstavitev popeljal skozi zgodovino solidarnosti. Hvala lepa. Nimam doktorata, ampak upam, da kmalu. Mogoče še to zimo bom doktoriral, bomo videli. Hvala lepa, gospe in gospodje, hvala za vabilo. Prosili so me, naj predstavim nekaj o spominu na dediščino gibanja Solidarnošču na Poljskem. Predstavim vam bom splošno sliko in nekaj specifičnih primerov v tej kratki predstavitvi in pri tem se bom osredotočal na mojo inštitucijo, torej na Center za zgodovino depojev. Torej, Solidarnošč je neodvisen, samoupraven sindikat, ustanovljen leta 1980, avgusta, kot rezultat vala antikomunističnih protestov. Epicenter teh protestov pa je bila ladjedelnica v Gdansku. Delavci so formulirali socialne in politične zahteve in kmalu so se jim pridružile druge države, druge tovarne
in drugi obrati, to je ladjedelnica. In pomembno je poudariti, da je bil to depo številka 9, tukaj je potekala stavka in to je bil zelo pomemben trenutek, ta avgust 1980, ker smo v Vroclavu tako bili priča rojstvu te ideje, da naj vsak formulira svoj lasten postulat, kako bo spodbudil in podporil delavce iz Gdanska. Avgusta smo potem doživeli vrhunec teh protestov, ko so se oblasti odločile, da bodo legalizirale dejavnosti neodvisnih sindikatov in to je bilo prvič v povojni Poljski. Potem pa je bila solidarnost spet prepovedana, ko se je uvedlo vojno pravo leta 1981 in ker je bila tako obširna, je imela 10 milijonov članov, torej 1/3 prebivalstva, je še vedno nadaljevala s svojim delovanjem kot nekakšni zarotniki na skrivaj. In po padcu komunističnega sistema je solidarnost prispevala k razvoju tega leta 1989 in tudi to je imelo pomembne posledice za ostalo osrednjo in vzhodno Evropo. Danes je veliko razprav glede solidarnosti v kolektivnem spominu in glavni elementi teh sporov je ocena komunističnega obdobja, ocena odločitve o uvedbi vojnega prava na Poljskem, ki ga je uvedel Vojčeh Jaruzelski. Ta odločitev ima še vedno veliko zagovornikov. Potem pa je vprašljiva tudi ocena vloge Lecha Walese v gibanju Solidarnost in ocena tega, kako so bile uvedene politične spremembe po letu 1989. Danes imamo veliko iniciativ, inštitucij, spomenikov v čast solidarnosti. Nemogoče jih je vse opisati tukaj, ampak izbral sem najpomembnejše javne inštitucije, tako da so tako na državni ravni kot na lokalni ravni in so tiste, ki imajo največji učinek. To so najpomembnejša sredstva zgodovinskega spomina, spodbojevalci in ohranjevalci tega. Osredotočil sem se na inštitucije, ki imajo več kot 50,000 obiskovalcev na leto in tudi nekatere projekte. Največji je Evropski center za solidarnost v Gdansku. Ima tudi festival All About Freedom, projekt, ki vključuje prebivalce iz Gdanska, razumevanje avgusta. Solidarnost tukaj in zdaj je prostovoljski program za begunce, solidarnost vsak dan in predavanja o solidarnosti. Danes je to center za zgodovino. Ima razstava v Vroclavu je bila začasna, vendar je bila zelo pomembna. Leta 2010 je bila organizirana. Pomembna je bila za naš inštitut in tudi za opredelitev dediščine solidarnosti. Njen namen je bil tudi praznovanje 10. obletnice.
Potem imamo Center za zgodovino depojev. To je bila stavba, kjer se je začela stavka leta 80 in hoteli smo razširiti in popularizirati znanje o povojni zgodovini Vroclava in Šlezije. Potem imamo Šlezijski center za svobodo in solidarnost. V nekdanjem rudniku smo imeli razstavo Soba spomina o stavki decembra 81, kjer je prišlo do masakra. 9 ljudi je bilo ubitih in veliko ranjenih. V Ščecinu imamo tudi podobne dogodke kot v Vroclavu. Šele po drugi svetovni vojni je to mesto postalo poljsko mesto. In ima dolgo tradicijo protikomunističnega gibanja, še posebej v času pred solidarnostjo, še posebej decembra 1970, torej 10 let pred rojstvom solidarnosti. Takrat so delavci protestirali v Ščečinu in so jih tudi krvavo zatrli. To je bila nekakšna korenina ali začetek gibanja Solidarnost. Inštitut nacionalnega spomina v Varšavi in z regionalnimi pisarnami je najpomembnejši za spodbujanje in ohranjanje zgodovinskega spomina. In pomemben del njegovih aktivnosti je tudi spomin na gibanje Solidarnost. Poleg tega ima tudi nekatere izobraževalne projekte in potujoče razstave, tudi na temo solidarnosti. Poljski zgodovinski muzej je še zmeraj v procesu gradnje in njegov namen je to, da postavi atraktivno razstavo in da predstavlja center, ki spodbira razmišljek o zgodovini Poljske, pa tudi veliko drugih dejavnosti. Predstavljal naj bi tisočletno zgodovino Poljske in gradi na konceptu svobode, ki je pomemben koncept v zgodovini naše države. Pomemben del tega je torej solidarnost in poseben prostor bo namenjen temu gibanju. Nekaj novega je Institut solidarnosti in poguma. Ustanovljen je bil letošnjega leta in zbira podatke, razširja znanje o ljudih, ki so veliko dosegli in prispevali k poljskem narodu. In eden največjih razlogov za njegovo ustanovitev je bilo to, da bi bilo treba ohraniti spomin na ljudi, ki so bili aktivni v solidarnosti in protikomunističnem gibanju, ki so danes večinoma anonimni in pozabljeni. Solidarnostni center v Ščečinu je trenutno še uganka. Potem so tudi sindikati tisti, ki nudijo nekaj dejavnosti v predstavljanju gibanja Solidarnost. Torej, to je splošna slika o tem in mislim, da imamo danes precej dobro situacijo na Poljskem, če jo primerjamo s prvimi leti 20. stoletja.
Pri mojem delu sem sodeloval pri skoraj vseh teh inštitucijah, ki sem jih omenil, in lahko rečem, da je danes poljski spomin na solidarnost ima močno bazo v institucijah. In zato je razlika v primerjavi z začetkom 20. stoletja. Rad bi vas povabil k ogledu našega materiala, ki ga predstavljamo v Muzeju slovenske osamosvojitve. Tam bomo imeli priložnost, da bomo še več govorili o centru depoja, zgodovinskega depoja. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Marek Mutor, za vašo zanimivo predstavitev in kot sem že omenila, 3 korake, potem pa vas spustimo na odmor za kosilo. Najprej, Študijski center za nacionalno spravo bi se rad vsem 4 predavateljem danes zahvalil in so nam pripravili simbolična darila za 4 tuje predavatelje. To je prvi korak, gospod Malek. Izvolite. Hvala lepa za zanimivo sekcijo in za zanimivo razpravo. Upam, da jo boste nadaljevali tudi med odmorom za kosilo. Drugi korak je korak moje organizacije, ki je pripravila darilca za Študijski center za nacionalno spravo. Knjiga iz Litve, kako mi predstavljamo našo zgodovino. Imamo tu kakšnega predstavnika, ne vidim Andreje. Pridite. Prav tako pa vabim tudi litvanski center Bruta Brustrika, če želite predstaviti nekaj besed o vašem centru. Hvala lepa. V veliko čast mi je, da vam predstavim naš center za nacionalno spravo. Imamo 2 publikaciji, 2 knjigi, za kateri mislimo, da sta izjemno pomembni, zelo posebni. Ena je Dnevnik mladega partizana, njegovi spomini. Bil je 25 let star, ko so ga ubili sovjetski vojaki in to je knjižica njegovih spominov. Pisal je ne samo spomine, ampak dnevnik. Drugi zapis pa so spomini otrok, ki so bili otroci izgnancev v Sibirijo, ki so odraščali v Sibiriji. Nekateri so bili poslani potem domov, nekateri so bili zaprti in njihove zgodbe so lepa ponazoritev grozodejstev in življenj, trpljenja ljudi, ki so doživljali krivice svojih staršev, otroci ljudi, ki so bili deportirani, obsojeni v Sibirijo. In to je zelo pomemben zapis. Ti spomini so izjemno pomembni za zgodovinski spomin. Tako da bi rada predala tudi ti 2 knjižici slovenskim predstavnikom.